Jaz vas vse prav lepo pozdravljam. Mislim, da se med sabo poznamo zaradi tega, ker smo ekipa, ki smo kar nekaj aktivnosti peljali v smeri ureditve dovozne ceste do osnovne šole Ivana Cankarja. Gre za večletna prizadevanja. Prizadevanja so bila tudi v smeri, da se to uredi do pričetka šolskega leta, se pravi do 1. septembra, vendar žal do tega ni prišlo, zaradi tega, ker je sorazmerno zelo pozno bil sprejet v občini Ljutomer proračun za leto 2014. Takoj, ko smo sprejeli proračun, se je pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projektno dokumentacijo je izdelala firma Linije in sicer vrednost je znašala 2893,44 brez davka na dodano vrednost. Moram povedati, da sem zelo vesela, ker je ta rešitev, ki je sedaj v bistvu bila sprejeta, zelo dobra, saj je bila dogovorjena tako z različnimi predstavniki, se pravi predstavniki vodstva šole, sveta šole, sveta zavodov, sveta za preventivo vzgojo v cestnem prometu, predstavniki starša, ne vem, koga sem še vse povabila, tudi strokovno je bil obdelan predlog, tako da sem vesela, da je do tega prišlo in da je se projekt tudi ohranil v proračunu in seveda smo danes tako daleč, da lahko tudi podpišemo pogodbo. Zemljišča so bila že odkupljena, tako da je en korak seveda storjen naprej. Bo pa se v sklopu tega projekta uredila rekonstrukcija ceste in sicer v dolžini 252 metrov, v širini 5 metrov, z vrembo pločnik širje 1,50 metra. Bo pa se izgradilo tudi novo krožišče, ki pa bo omogočilo lažji dovoz otrok v šolo in pa 10 novih parkirnih mest. Ta parkirna mesta pa bi bila predvsem namenjena za starše otrok, ki obiskujejo 1. razred, zaradi tega, ker je v 1. razredu obvezno spremstvo staršev. Kot veleva zakonodaja smo takrat, ko smo imeli izdelano dokumentacijo, seveda objavili javno naročilo, se pravi zbirali najugodnejšega izvajalca. In najugodnejši ponudnik je bil podjetje GMB, d.o.o. Turjanci 26 iz Radenec, ki so pripravljeni projekt izvesti v pogodbeni vrednosti v višini 51.211,06 evra brez davka na dodano vrednost. Upam, da ne bo zapletov, kajti danes smo tudi že na prvi šolski dan seznanili starše pisno in pa tudi ustno, da predvidevamo zaprtje celotne ceste, da bi res dela nemoteno stekla, da bi bilo čim prej končano in predviden rok končanja nekje 60 dni koledarskih od podpisa pogodbe. Tako da bi se dela pričela izvajati čim prej oziroma nekako planiramo, da bi že danes takoj po podpisu pogodbe se dela predala in seveda bi se začelo z deli v naslednjem tednu, ko se malo seveda prilagodimo na ta kaos, ki se sedaj dogaja v začetku šolskega leta. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, gospod Bojan Sekereš, SP, ki je prav tako bil izbran na podlagi zakona o javnem naročanju, ki pa je pripravljen nadzor izvajati v višini 1150 evra brez davka na dodano vrednost. Tako, to so bistveni podatki. Sedaj bom povabila k besedi tudi gospod ravnateljico na moji desni strani, pa sedaj, če še kdo želi spregovoriti, predsednik sveta za preventivo, moji sodelavci so tukaj zraven in pa gospa Marjeta Kuhar, ki je na osnovni šoli Ivana Cankarja zadolžena za promet. Seveda pa bom povabila po podpisu pogodbe tudi k besedi gospod, ki predstavlja GMV, direktorco, no me veseli, in pa gospoda nadzornega. Tako, izvolite. Ja, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in seveda v imenu vseh učencev in staršev osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, matične šole. Zelo sem vesela in seveda ne morem opisati občutkov, ki jih imamo v današnjem trenutku, ker Cankarjeva cesta je že desetletja in desetletja tista stvar, ki nas je vedno najbolj morila.
in smo imeli vsako leto veliko razprav o varni poti otrok v šolo in iz nje. Veliko stvari smo počeli za to, da bi to varnost zagotovili v čim večji meri. Ugotavljali smo, da je promet tako otežen in tako nevaren, da smo zmeraj usmerjali učence na pešpot, vendar tudi ta pešpot se je izkazala za nepopolnoma ustrezno, tako da smo res skoraj da bili že brez pravega varnega dostopa do šole. In končno seveda pričakujemo od tega projekta in rešitev velik korak naprej, ki nam bo olajšal to delo, ki nas bo razbremenil te skrbi za varnost otrok. Tako da seveda veliko pričakujemo in se veselimo. Mislim pa, da sploh ne bo problema v tem času, da se ne bomo pač mogli voziti gor. Nekatere stvari bomo morali doreči, ker drugače funkcionirati šola ne more. Upam, da se bomo to z izvajalci lahko pogovorili in menim, da to obvestilo, ki ste ga pripravili za učence in starše, da bo to dovolj in da se bodo držali potem tudi naprej navodil in da bomo vsi skupaj to dobro prestali, to gradnjo in se veselili seveda potem otvoritve. Tako da tudi res hvala lepa županji, ki je bila prva županja, ki je ta projekt oziroma ta naš problem dala v svoj program in je prva začutila resnično tisto pravo odgovornost, ki ustanovitelj mora imeti za šole in za varnost otrok. To je ena izmed temeljnih nalog in prav gospa županja to res resno vzela in zdaj končno je tudi prišlo do realizacije. Tako da hvala lepa tudi še enkrat v imenu vseh. Hvala lepa, no vse smo se vsi potrudili, ne. Dejstvo je, da je to v bistvu delna rešitev, potrebno bo še tudi razmišljati kasneje malo višje, to zadeva bomo tudi, tako kot ste že povedali, stopnice sanirati, ampak to žal v letošnjem proračunu ne bo možno zagotoviti. Tako, predlagam, da podpišemo, pa te še povemo kakšno izjavo. Sem predsednik sveta za preventivo in takoj, ko sem to službo ali to nalogo prevzel na občini, sem videl, ker imam spoznanje v promet, da je veliko napak in pa nepotrebnih znakov ali pa nepotrebnih jam je v občini Ljutomer in okolici in to smo skupaj s pomočjo gospoda Kolbla in potem seveda tudi z županjo vse prebrodili in lotili smo se tudi največjega problema, pač te ceste Ivana Cankarja. Na tem parkirnem prostoru bo tudi postavljena kolesarnica. Ta kolesarnica bo razsvetljena z mestno razsvetljavo, ki pride na novo urejena. In to bo tudi velika pridobitev,
za solarje. Zdaj pa ti lahko parkirajo svoja kolesa pred občino Ljutomer. To je le koliko toliko varno. V tednu mobilnosti, ki pa se zdaj približuje od 16. do 22. septembra, pa bodo vsi parkirni prostori pred občino Ljutomer prosti, tako da bodo otroci lahko tu parkirali na vseh parkirnih prostorih, kjerkoli kolesa. Vesel sem, da smo prišli tako daleč, da smo vsaj del ceste, kako ti rekla županja, vsaj del varnosti zagotovili našim najmlajšim. Zato se že borimo že 50 let, pa še več. Ja, hvala lepa toliko. Ja, jaz se tudi zahvaljujem za zaupanje kot izvajalec del. Upam, da bomo delo izvedli seveda v roke, čim bolj kvalitetno, pa da bomo s tem tudi varno pot v šolo zagotovili, pa da boste seveda vsi skupaj z našim delom zadovoljni. Bom pa prosil seveda vsi skupaj za sodelovanje tudi za šolo, ker šola je tam največji uporabnik te ceste, stanovalci so tudi nedvomno, ampak gre tukaj za bolj občutljive te segmente, seveda otroke, ki se pač morajo, čeprav bo zdaj zaprto, da ne bo kaj drugače, da nam kateri ne bo pobegli tam dol po gradbišču. Bo pa seveda problem tudi, moramo se to dogovoriti še operativno za ostale dovoze, ki pa so nujni. Vi imate verjetno kakšne dovoze, hrane pa tako naprej. Tako da te stvari bomo mogli nekako rešiti, pa da bo to skupaj šolo se uspelo doreči. Hvala lepo.